Lepo pozdravljeni. V tokratni vdaji bomo vzeli pod drobnogled poslovanje in načrte novomeškega stanovanjskega podjetja Zarja, ki se sodeč po rezultatih vzpenja. Dobro kaže tudi Metliški Kolpi, ki je v prestolnici odprla svoj doslej največji salon. V vdaji pa med drugim tudi o tem, kako pomembno je sodelovanje šol z gospodarstvom. V našem izboru najprej poglejmo v Zarjo. Novomeška Zarja, podjetje z več kot 20-letno tradicijo poslovanja na stanovanjskem področju, je bila v preteklosti znana po vrsti dragih in nasedlih naložb, popolni finančni nelikvidnosti in neracionalnem poslovanju. Napačne poslovne odločitve med leti 2005 in 2011 še vedno vplivajo na današnji ugled družbe, ki po številnimi ukrepi in uspešnim poslovanjem postopoma spet raste. Povečanje odzivnosti, skrajšanje časa ukrepanja na minimum ter postopno vnovično pridobivanje zaupanja poslovnih družabnikov in lastnikov stanovanj so bili ključni cilji Martina Kambiča v prevzemu direktorskega mesta pred 3 leti in pol. Lansko poslovno leto je bilo za družbo, ki zaposluje 20 ljudi, eno najuspešnejših v zadnjem obdobju. Kjer smo po javno objavljenih in revidiranih rezultatih ustvarili 157.000 evrov čistega dobička po obdavčenju in pa 78.000 evrov dobička iz tekočega poslovanja. Ta rezultat je sploh najboljši rezultat v zgodovini Zarje. Letošnji rezultati so zelo primerljivi. Mogoče smo malenkost več vlagali v lastne nepremičnine, v adaptacije. Drugače pa mislim, da smo uspešni, smo v trendu pridobivanja. Nasploh sem zelo zadovoljen oziroma bi rekel nadpovprečno zadovoljen z rezultati. Podjetje s svojim poslovanjem dokazuje, da okreva. Odplačali smo več kot pol kreditov. Kot sem prej poudaril, smo dosegli zelo dobre poslovne rezultate v preteklem letu, kot tudi v letošnjem, tako da nasploh mislim, da smo vse najtežje posanirali. Ključno področje delovanja Zarje je upravljanje. Kambiča veseli, da pridobivajo v upravljanje nove objekte. Ta čas jih imajo skoraj 200, tako stanovanjskih in poslovnih stavb kot kotlovnic. Sicer to pridobivanje je tudi glede na star imidž, glede na konkurenco, glede na razmere, relativno počasno, ampak letos smo pridobili 6 novih upravljanj, v zadnjih 3 letih 20, tako da smo v trendu pridobivanja. Na drugem delu bi rekel je pa tale naše stanovanjsko področje oziroma lastniški del stanovanj, ki ga imamo. Tukaj pa vlagamo vsako leto nekaj več v adaptacije, tako da letos smo nekje pri 200.000 evrih za adaptacije, za energetske sanacije, strehe, popravila in pa navsezadnje tudi manjša dela, obnova kopalnic in podobno. Še vedno stvari niso dobre. Naši cilji so, da bi vsako leto vlagali tam 10 do 15% več v adaptacije. Energetske obnove, nove fasade so tako eno najobsežnejših področij, na katerem pospešeno delajo, poudarja Kambič. In sicer vsako leto nekje tam 10 do 15 objektov na novo obnovimo. Zdaj tukaj je mogoče najzahtevnejši del financiranje, ki ga lastniki zagotavljajo na različne načine. V največjem delu primerov se financira s pomočjo kredita v breme rezervnega sklada, za kar pa je po zakonu potrebno 100% soglasje lastnikov, kjer pa prihaja občasno do težav, ki jih rešujemo na različne načine. En del sofinanciranja so nepovratna sredstva iz ekosklada, ki jih lahko pridobijo fizične osebe. Tukaj je ena velika težava, ki se ravno dotika naše družbe Zarja, ker glede na to, da smo gospodarska družba s statusom DOO, nismo upravičeni do sredstev ekosklada in na tem področju, bom rekel, bije Zarja ali pa jaz osebno bitko tam nekje že leto dni. Ta hip sicer energetsko obnavljajo 6 stavb, med katerimi so tudi bloki na Sajdlovi cesti in na Kočevarjevi ulici, medtem ko je na Jakčevi ulici sanacija končana. Dela pa prav tako izvajajo na stavbi Hedere v Bršljinu. Ta trenutek se izvajajo sanacijska dela na fasadi. Fasado so lastniki oziroma mi kot upravnik smo jo dali oprati, ker je bila zelo zamazana in takrat smo ugotovili, da je kar precej poškodb in zdaj odpravljamo te poškodbe, se pravi kjer je bila fasada preveč poškodovana, tam smo oziroma so izvajalci zdaj odzeli tele sloje izolacije,
postavljajo stvari nazaj in upamo, da bo stvar nekako do zime sanirana, da se bo preprečevala škoda in da bo pač en del objekta obnovljen. V prihodnjem letu načrtujejo podobno število energetskih obnov kot letos. Kot pravi Kambič, je zdaj približno 25% stavb, ki jih imajo v upravljanju že obnovljenih. Letni načrt je 15 novih fasad, tako bi lahko do leta 2020 dobilo novo podobo od 70 do 80% njihovih objektov. Če bo to področje v prihodnje v ospredju, pa se najverjetneje ne bodo lotevali velikih razvojnih projektov, dodaja. Samo stanovanjsko področje je dejansko v krizi, posebej ta poslovni del nepremičnin. Imamo pa v kratkoročnem planu izgradnjo objekta stanovanjskega, približno 6 stanovanj na Otočcu, kjer imamo lastno parcelo, in pa tukaj moramo nekaj napraviti med Kastelčevo in Rozmanovo, se pravi projekt Kremen v zmanjšanem obsegu, ki je pa nekje v planu 2017-2018, če bojo vse stvari normalno tekle. Odzivnost, kakovostno delo, reševanje težav, to bodo tudi v prihodnje ključne vrednote Zarje, poudarja prvi mož družbe. Zarjini telefoni niso več nemi, Zarja se odziva na vsak klic, vsak etažni lastnik je dobrodošel na Zarji, tako da tudi moja vrata so odprta za vse probleme. Poleg odzivnosti in strokovnosti pa Kambič izpostavlja tudi njihovo konkurenčnost in predvsem zakonitost. Ljubljana ni le slovenska prestolnica, ampak tudi središče gospodarske moči in poslovnega dogajanja. Tega se vse bolj zavedajo tudi podjetja iz jugovzhodne regije. Metliška Kolpa je tako v največjem nakupovalnem središču v državi, BTC Cityju, odprla svoj doslej največji salon. Metliško podjetje je eno vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi. Svoje izdelke izvaža v 37 držav. Simbolično sta v navzočnosti prvega moža Krke BTC-ja, Jožeta Colariča in Jožeta Mermala, trak prerezala ljubljanski župan Zoran Janković in prvi mož Kolpe Mirjam Kulovec. In razlogi za to smelo poslovno odločitev? Sicer smo mi v Sloveniji prisotni, vendar smo razdrobljeni v taki celoti, z take širino programa, kot smo ga razstavili tukaj v Ljubljani, pa nismo še bili do sedaj in upam, da bodo imeli potrošniki dosti velike koristi od tega. To je druga Kolpina naložba v razstavni prostor v Sloveniji. Doslej si je bilo možno strnem programu gledati le v njihovem razstavno-prodajnem salonu v Metliki. Odslej pa torej tudi v BTC-ju v Ljubljani, na 1150 kvadratnih metrih razstavnega prostora v dvorani 1. Tukaj bomo nudili kompleten program Kolpe kot take. Prvič sam program Kolpa San, drugič program Kerok in pa tretjič se bodo tukaj dogajali tudi razni sprejemi in edukacije za arhitekte, za trgovce, tako da bo živel v polni meri. V salonu so na voljo predvsem izdelki višjega in srednjega cenovnega razreda, kopalne kadi, masažni sistemi, tuš in masažne kabine, parne savne in kopalniško pohištvo. Sicer tukaj prodajamo srednji in višji cenovni razred, ker nočemo se mazati z raznimi produkti iz Azije, kar me tudi do sedaj najbolj motilo v raznih trgovinah, kjerkoli so zadeve na oko iste, kvaliteta je pa čisto posebno drugačna. Na začetku bo v salonu delalo 5 zaposlenih. Glede na rast prodaje in če bo potrebno, bodo prodajno ekipo ukrepili, dodaja Kulovec. So pa razmere v panogi precej zahtevne, kar se najbolj odraža pri prodaji v posameznih državah. Če pogledam, da Hrvaška nam še vedno upada kot taka, da je Nemčija ne raste, v bistvu se vrti vse skupaj nekje na mestu in treba odzemati posamezne kolače drugim proizvajalcem oziroma ponudnikom opreme, tako da borbe na trgu so zelo težke. Veliko računamo tudi v bodoče na Nemčijo, ker smo v letošnjem letu začeli prodajati pod našim blagovnim znamkam gor, imamo svoje podjetje v Nemčiji in to bo začelo v bodoče tržiti tudi te naše produkte pod našim blagovnim znamkam.
Letošnje poslovno leto bodo v metliškem podjetju sklenili v skladu z načrtovanim. Trenutno smo nekaj procentov nad planom, poslujemo normalno kot vsa ta leta pozitivno, tako da upam oziroma mislim, ne pričakujem nobenih presenečenj do konca leta, Kolpa deluje skladno z začrtanimi cilji. Kolpa si po skoraj 40 letih uspešnega delovanja zasluži salon v glavnem mestu Slovenije. V zadnjih letih so v tehnološkem in oblikovalskem smislu zelo napredovali in skrajni čas je bil, da to pokažejo širšemu občinstvu v slovenski prestolnici, je bilo eno od sporočil otvoritvene slovesnosti. Te želimo pokazati skupaj z njimi, kaj je vrhunski kopalniški program, ki ga treba še širše lansirati v slovenski prostor, pa tudi tujcem, ki prihajajo v Slovenijo, poslovni partnerjev Kolpe, da se lahko ogledajo ta razstavno-prodajni salon. Kolpa že z leti dokazuje, da je vodilna na svojem področju in če pač Slovenija noče k nam, potem mi pridemo v Slovenijo in ko se združita belokranjska gostoljubnost z najlepšim mestom na svetu, je to sigurno recept za uspeh. Kolpa je bila pred odločitvijo, iti ali ne iti v Ljubljano. Ta odločitev je po mojem pravilna, ker s tako celovito ponudbo, kot jo ponuja sedaj, kot smo videli po ogledu tega razstavno-prodajnega salona, tega v obstoječi prodajni mreži Kolpa ni mogla ponuditi. Prepričan sem, da bojo zaposleni v Kolpi to znali zelo dobro izkoristiti. BTC je dobil novo ponudbo, Kolpa je dobila nov prostor, kjer bo med največjim številom obiskovalcev lahko predstavila svojo ponudbo. Treba vedeti, da BTC ima 21 milijonov obiskovalcev, da z IKEA bo 27 milijonov in del teh bo prišel tudi v ta salon. In tu bo spet en drug dokaz, računalnik ne more nadomestiti človeka. Ta človeški kapital, socialni kapital je najpomembnejši. Ljubljanski BTC na letni ravni obišče 21 milijonov ljudi. Da je Kolpina navzočnost v prestolnici pomembna, je z nenapovedanim obiskom potrdil tudi predsednik vlade Miro Cerar. Mislim, da je tudi to podjetje ena od teh naših velikih zgodb o uspehu. Gre za izjemen prodor na tuje trge, gre za visoko kvaliteto, gre za en odnos do tega, kar se izdeluje. Tukaj se vidi tudi ljubezen v tem, predvsem pa seveda to tudi prinaša zaposlitve nam tu v Sloveniji. Belokranjska gostoljubnost in čut za sočloveka se izkazujeta tudi v dobrodelni gesti. Kolpa bo namreč socialno ogroženi družini iz sklada Anina zvezdica opremila kopalnico. Novomeški glavni trg je eden najlepših trgov v Sloveniji in naj bo odprtje novih prostorov naše turistične agencije napoved oživitve mestnega jedra, je pred dnevi na otvoritveni slovesnosti poudaril direktor turistične agencije Kompas Novo mesto Matjaž Pavlin. Beži čez mestni trg, luna sanjava. Turizem je panoga, ki je osnovana na doživetju in tako je zvenel tudi otvoritveni program. Harmonikar, akrobata, torkalci in kot pika na i, v znak miru in povezovanja spust dveh belih golobov, ki sta ju v širni svet poslala župan Gregor Macedoni in prvi mož Kompasa Novo mesto Matjaž Pavlin. V dolenjski prestolnici je agencija navzoča že več kot 50 letij. V zadnjih 20 letih so se osredotočili na trženje turistične ponudbe Novega mesta in širše Dolenjske. Mi zelo uživamo v pripravi drugačnih programov, dejansko smo zelo inovativni in želimo narediti produkte, ki so drugačni od ostalih. Ampak take produkte tudi trg išče in želi danes. Tako da dejansko, ko gledamo staro mestno jedro, zgodbe, ki jih lahko ono ponuja, zgodbe, ki jih lahko ponuja reka Krka, najdaljša, najlepša slovenska reka, zgodbe, ki jih lahko ponuja po drugi strani naše Vinske gorice, Gorjanci. Mi imamo tukaj neverjeten potencial, zgodbe naših gradov. Dolenjska ima dejansko resnično velik potencial. A le, če se bodo vsi deležniki, ki delajo v turizmu, med seboj povezali. Lep primer je projekt po poteh dediščine Dolenjske Bele krajine. Bomo lahko turistične zmožnosti regije resnično izkoristili, dodaja Pavlin.
V okviru projekta Po poteh dediščine je bilo to povezovanje dokaj aktivno, kar 15 let. Sedaj je morda to nekoliko zamrlo in zastalo in mislim, da je odgovornost nas vseh, občine in tudi gospodarstva, da nekako stopimo spet skupaj, da damo tistega novega vetra v naša jadra. Turizem je eno od 4 področij, strateških področij, katera smo opredelili na Razvojnem centru Novo mesto. Tukaj vidimo veliko priložnosti. Turizem ni dejavnost, ki ima zelo visoko dodano vrednost, ima pa izredno velike učinke na lokalno gospodarstvo. Tukaj lahko sodeluje vrsta lokalnih ponudnikov, tako s prehrano, tako z dodatnimi storitvami in to je tisto, kar seveda da nek kamenček v mozaiku tudi tako uspešnemu gospodarstvu, kot je v naši regiji. V Novomeškem Kompasu so ponosni, da so leta 2010 prejeli nagrado Slovenske turistične organizacije za najbolj inovativno turistično agencijo v Sloveniji za obdobje 2007-2010. Ta je bila plod številnih inovativnih turističnih produktov, predvsem 3 srebrnih sejalcev, ki so jih prejeli za Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, kot del ekipe za zgodbo v cvičku na Matjaževi domačiji in za turizem v Zidanicah. Prav tako so dobili nagrado za inovativnost od Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, in sicer za Rudolfov splav in regijsko mrežo tematskih poti. Med zadnjimi priznanji pa izstopa podelitev bonitete odličnosti. Po analizah za leto 2015 sodijo med 7% najboljših podjetij v Sloveniji in se tako uvrščajo v razred A. Podelilo jim ga je podjetje Bisnode Slovenija, ki ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah. Priznanje je za Kompas Novo mesto še toliko pomembnejše, ker je v njihovi dejavnosti v Sloveniji registriranih 243 podjetij, od tega jih le 6 dosega mednarodno priznane standarde razreda A. Danes je pravzaprav seveda konkurenca izredno velika. Konkurenca je med turističnimi agencijami, konkurenca je na spletnih straneh, vsi večji trgovci ponujajo neke storitve, skratka, ponudbe je povsod res veliko. Če hočemo turistične agencije preživeti in biti zanimive, se moramo seveda razlikovati od ostalih po pristopu, po znanju, po strokovnosti. Potem, jaz sem že nekoč zapisal, da bi pravzaprav turistični agent moral biti kot nekakšen osebni zdravnik, ki mu ljudje zaupajo. Spravi, ko stopi k nam nekdo v poslovalnico, on mora verjeti, da bo pri nas dobil najboljšo ponudbo. In taka je tudi naša politika. Mi ne gledamo na to, da bomo prodali aranžma, od katerega bomo nekaj evrov več zaslužili, ampak dejansko gledamo na to, da bomo prodali aranžma, ki bo najboljši za našo stranko. Mestna občina je sicer začela projekt ureditve glavnega trga, saj želijo, da bi v prihodnje oživel in zasijal v vsem svojem sijaju, je poudaril župan Gregor Macedoni. In oživljajo ga poslovni subjekti, ki vsak dan poslujejo na tem trgu. In Kompas Novo mesto je vse svoji bogati poslovni tradiciji bil tist, ki je znal delati razvojne korake naprej in tudi z današnjo selitvijo na glavni trg mislim, da dela ta simboličen, močen poslovni korak. Matjaž Pavlin z vsemi sodelavci je takšno podjetje, je takšna ekipa, ki idejo ne samo, da je sposobna ta ekipa idejo sproducirati, narediti, ampak je sposobna to idejo tudi realizirati. Nekatere številke izrečeno zgovorno potrjujejo. 5000 gostov se je zgolj letos popeljalo z Rudolfovim splavom po Krki. Skupaj so splavom prepeljali že več kot 41.000 turistov. V Zidanicah je dopustovalo več kot 10.000 ljudi. V tem letu so prodali več kot 3500 letalskih vozovnic. Dolenjsko pa se je v aranžmaju Kompasa Novo mesto ogledalo 50 avtobusov obiskovalcev. V Novomeškem šolskem centru 2-krat letno odprejo vrata bodočim dijakom in študentom. Še pred februarskimi informativnimi dnevi konec leta predstavijo vse programe, ki jih bodo izvajali v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu. Največji šolski center v Sloveniji je v dobrih 30 letih razširil število poklicev, za katere izobražujejo v 8 šolah.
Mladi se lahko vpišejo v srednjo strojno, elektro, gradbeno, lesarsko, vzgojiteljsko, zdravstveno ali kemijsko šolo, tehnično gimnazijo, višjo strokovno šolo, starejši pa v enoto za izobraževanje odraslih, ki svoje znanje pridobivajo tudi v sklopu medpodjetniškega izobraževalnega centra. Dan odprtih vrat pomeni predstavitev izobraževalnih programov za šolsko leto 17-18 in seveda s tem prvič učencem zaključnega letnika osnovne šole predstavimo naše izobraževalne programe, naši dijaki povedo, kako izgleda izobraževanje pri nas in v živo si lahko ogledajo nekatere vaje oziroma v tej športni dvorani imajo na razpolago možnosti čez 30 poklicev, da se seznanijo z njimi. Šolarjem jih najbolje prikažejo zdajšnji dijaki in dijakinje. Tlele se šolcem razbarma, kolegi tam restaurirajo, staro pohištvo obnavljajo. Tele dva tukaj sestavljata stolčke. Zanimive so bile tudi predstavitve dijakov srednje elektrošole in tehniške gimnazije. Pri tem programu mi je najbolj všeč praksa, torej zelo zanimive stvari delamo, sestava računalnika, programiranje različnih LED diodic, delanje ojačevalnikov in tako pač. Zelo različno delamo, pa same zanimive stvari. Zmeri nekaj novega delamo, ne ponavljamo stvari, skus se nekaj dogaja. Temu pritrjuje tudi ena od 4 dijakinj srednje strojne šole. Odločila sem se pa, ne vem, zanimivo mi je, ni vsakdanje, pač malo drugače kot druge. Treba v bistvu bolj tehnični tip, imeti, ne vem, ideje za nove izdelke, drugačnost. Na šolskem centru imajo v tem šolskem letu 3052 dijakov. Kot poudarja direktor Štefan David, tudi v prihodnjem šolskem letu pričakujejo dober vpis. Morda bodo med novo generacijo tudi osnovnošolci, ki so tokrat prišli kot obiskovalci. Računalništvo me ne zanima, ker se veliko tako doma ukvarjam kakšnimi dokumenti, če pogledam kaj, če je treba. Ja, tehniška gimnazija pa kemijska. Malo tehniška pa kemijska. Kaj pričakujete od tega programa? Ne vem, kaj vaju najbolj zanima recimo? Kakšen poklic bolj, če naprimer grem na to srednjo šolo, kakšen poklic lahko bolj dobim? Kaj mi že lahko boti naprej še študirati pa to? Kemijska. Ja, mana tudi kemijska. Lepo so prikazali to vse, veliko smo videli, mnogo. Bo treba še enkrat priti, ali ste se že odločili, da greste na to šolo? Mogoče bom še enkrat prišla, ja. Na šolskem centru z dnevom odprtih vrat v jesenskem času sledijo več kot 10-letni tradiciji. Zdravstveno-kemijska šola danes predstavlja vseh 6 programov, za katere izobražujemo. Tako si lahko obiskovalci ogledajo, če se kar sprehodim po posameznih kotičkih. Program zdravstvene nege, tukaj le za mojim hrbtom, ki danes predstavlja nego dojenčka. Program zdravstvene nege PTI, torej 3+2 program, predstavlja merjenje vitalnih funkcij, kjer si lahko zmerite krvni sladkor, kjer si lahko zmerite krvni tlak in še druge vitalne funkcije. Predstavili pa so tudi delo bolničarja, negovalca in program kozmetičnega, farmacevtskega in kemijskega tehnika. Zaposljivost je v situaciji, v kakršni se nahajamo na teh programih, kar solidna. Poleg tega pa dijaki v vseh programih osvojijo ogromno znanja, ki ga lahko uporabijo v življenju in si pridobijo tudi izhodišča za samozaposlitev. Velike zaposlitvene možnosti ponujajo tudi strojni programi, poudarja ravnatelj srednje strojne šole. Strojna branža relativno dobro stoji, sploh v naši regiji imamo velika podjetja in naši dijaki, naši kadri so zelo dobro zaposljivi. Mi imamo poleg strojnega tehnika 4-letni program, imamo tudi paleto 3-letnih programov, avtoserviser, karoserist, orodjar, mehatronik, operater, inštalater strojnih inštalacij ter tudi kleparja krovca. Smo pa letos nekako dali pobudo, da bi se na šolskem centru na strojni šoli tudi, da bi pričeli z programom tehnik mehatronike 4-letni program. Odločitev je v rokah ministrstva in morda ga bodo v prihodnjem šolskem letu že izvajali. Na šolskem centru sicer spodbujajo zanimanje za vse programe in poklice. Seveda se pa gospodarstvo oziroma podjetja še posebej potrudijo tam, kjer ni vpisa v tem trenutku.
Recesija se v tem času kaže predvsem pri zmanjšanjem vpisu na področje gradbeništva, lesarstva in klasičnih poklicev strojništva. Zato si tukaj tako firme kot Zavod za zaposlovanje in druge inštitucije skupaj seveda z nami prizadevajo, da pritegnejo mlade v te poklice. Tukaj je zagotovljena zaposlitev, a so nekatera področja za mlade žal manj zanimiva, še dodaja David. Za konec pa še k pomembni pridobitvi prebivalcev občine Mirna. Potem, ko je bila uspešna na 8. javnem razpisu za gospodarski razvoj in tehnologijo in pridobila več kot 866 tisoč evrov evropskega denarja, so po dobrem letu gradbenih del odprli vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica. Celotna naložba, v kateri je poleg Mirnske sodelovala trebanjska občina, je stala 1,5 milijona evrov. To je seveda primeren zgled, pa ne samo sodelovanja v smislu, kako izvesti projekt, sodelovanja med prebivalci, izvajalci za pridobitev razpisa. Predvsem pozdravljam sodelovanje med občinami, ki skupaj lahko lažje izvedejo večje infrastrukturne projekte in želim si tega sodelovanja še več, tako na rednih nalogah kot na novih projektih. V naseljih Praprotnica, Stara Gora, Mlada Gora, Sela, Dolga Njiva, Arnberg, Rovišče in delu Gradišča doslej niso imeli urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, zato je bilo veselje nad pridobitvijo razumljivo. Ves čas smo čakali pravzaprav na pitno vodo iz pipe, ne? Zdaj smo se oskrbovali pač z deževnico oziroma z rezervoarji, ki smo jih imeli. Prvi resni pogovori so se nekako začeli pred kakšnimi 4 leti. Takrat je bil strani že Mirnske občine in trebanjske predstavljen nek idejni projekt, ki je zajemal pravzaprav to celoto, ki je bila sedaj izvedena. V sklopu tega projekta je bilo izgrajenih preko 9 km cevovoda. Izgrajena sta bila 2 črpališča tukaj v Zabrdju in v Praprotnici in seveda vodohram na Korenu v kubature 200 kubičnih metrov. Poleg tega so uredili most v Zabrdju in strugo Zabrščice ter preplastili več kot 4 km cest na območju Praprotnice, Stare Gore, Dolge Njive in Sel. Tudi za trebanjsko občino je nov vodni vir še kako dobrodošel. Mi v občini skrbimo, da imamo čim več virov. Eden od teh virov je zdaj tudi ta iz Zabrdja in to se pravi, možno je napajati spodnji del občine, to se pravi krajevno skupnost Dolna Nemška vas. In tukaj sodijo od Rihpovca, Lukovka, jezera in pravzaprav še veliko je teh vasi. Podpredsednik vlade je poudaril, da je ta naložba primer, ker sta imeli občini dobro in pravočasno pripravljen projekt. In ko se pokaže priložnost, se primerno odzovemo in tudi projekt realiziramo. Tukaj je bil tipičen primer tega, kako s pripravljenim projektom lahko hitro uspemo. V naši občini bo prišlo do vodovoda nekaj čez 400 prebivalcev in seveda vsi ti prebivalci vode do sedaj niso imeli, kajti oskrbovali so se z deževnico. Predvidoma do 30. septembra 2017 pa bo na novo zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki ga bo upravljala Komunala Trebnje, v obeh občinah priključenih več kot 1000 prebivalcev. Toliko smo pripravili v zadnji novembrski oddaji. V našo družbo vas vnovič vabimo prihodnji torek. Naših vsebin pa ne zamudite niti na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.